Lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. Na redni seji so se ta teden zbrali svetnice in svetniki občine Kranjska Gora. Seja je bila v luči ukrepov v boju proti koronavirusu tudi tokrat v Ljudskem domu. Osrednja točka pa rebalans proračuna. 10. seja v 7. mandatu občine Kranjska Gora je minila v soju še zmeraj ukrepov virusa COVID-19 v Ljudskem domu. Predvsem smo govorili o rebalansu občine. Slišali smo tudi kar nekaj poročil naših javnih zavodov, tako Turizma Kranjska Gora, Ragorja, pa medobčinskega redarstva in policijske postaje Kranjska Gora. Predvsem pomemben je bil seveda rebalans proračuna, ki smo ga morali zaradi predvidenega nižjega v bistvu inkasa turističnih v bistvu inputov, kot sta koncesnina in turistična taksa, znižati kar za nekih 20%. V teh ukrepih smo predvideli seveda prestavitev največje investicije letošnjega leta, ki je bila v prvem branju predvidena, in sicer izgradnja vrtca v Mojstrani, ki bo se premaknil v leto 2021. Nekaj velikih investicij seveda ostaja v gradnji infrastrukture, vendar pa smo jih kar nekaj dali oziroma premaknili v naslednja leta. Pustili pa smo seveda postavke, kjer so vezane na gradnjo skupaj z državo, z Ministrstvom za infrastrukturo. Tukaj smo seveda mogli pustiti gradnjo te obvoznice Vršiške in otoka krožnega krožišča pri TGC-ju, kjer bomo soudeleženi, in seveda pustiti smo mogli v proračunu občine tudi izgradnjo pločnika v Gozd Martuljku, se pravi druga faza od začetka do konca vasi, kjer smo tudi pustili v primeru odločitve države, da začne z gradnjo 400 000 evrov za sofinanciranje investicije pločnikov. Tudi kar nekaj drugih v bistvu proračunskih postavk se bo zmanjšalo na teh velikih kontih, od turizma do gospodarstva, do v bistvu vseh društev, ki bodo kar nekaj denarja prihranili tudi na račun teh 3 mesecev, ki niso poslovali. In v bistvu pričakujemo, da bo z nekako 70–80% bero v turizmu občina Kranjska Gora letošnje leto sicer nekaj skromnejše preživela, ampak kljub vsemu, da se avgusta in proti zimi turizem nekako pobere vsaj v nekih 80% pričakovanega obiska. Poročila, ki so sledila, so bila predvsem, kar se tiče varnosti v občini Kranjska Gora, za kar skrbijo policijska postaja in seveda tudi medobčinsko redarstvo. Medobčinsko redarstvo je tudi predstavil plan dodatne zaposlitve, ki bi v bistvu pojačal tudi to redarsko službo v teh naših kritičnih mesecih za nadzor tako mirujočega prometa, parkiranja, nadzor nad parkiranjem kamperjev, pa tudi nad v bistvu samim izvajanjem teh javnih služb, se pravi odvajanja in čiščenja voda, odpadnih in seveda tudi teh v bistvu odlaganja, ločevanja
odpadkov, kjer tudi medobčinsko redarstvo vrši nadzor. Policijska postaja je pač predstavila svoj poročilo za leto 2019, kjer smo lahko veseli, da ne zaznavamo kakšne večje kriminalitete, da je raziskanost kar dobra samih kaznivih dejanj in da tudi ni nobenih posebnosti v prometni varnosti, da nismo imeli nobene smrtne žrtve na naših cestah in da je varnost otrok in tudi starejših v občini Kranjska Gora tudi z vedno novo gradnjo pločnikov, pa seveda tudi varoval in preventivnih zadev na infrastrukturnem področju zmeraj boljša. Jaz v bistvu pričakujem, da se dobimo nekako v letošnjem letu svetniki občine Kranjska Gora še 3-krat do 4-krat. Predvsem bi pa rad povabil vse občane in občanke v mesecu avgustu na slavnostno sejo občine, kjer bomo predstavili občinske nagrajence, ki smo jih danes tudi potrdili in seveda si skupaj začrtali našo pot v bistvu nadaljnjih razvojnih korakih naše občine, v sožitju in seveda v upanju, da se nam ta bližajoči oziroma grozeči drugi val epidemije covida oziroma te epidemije koronavirusa res ne približa in nas ne zajame. Dan pozneje v četrtek pa so imeli sejo občinskega sveta tudi v Bohinju. Tudi tam je beseda tekla o rebalansu proračuna in ukrepih za omilitev posledic epidemije COVID-19 na področju gospodarstva v občini Bohinj. Mislim, da je bila ena najpomembnejših točk bil rebalans. To lahko trdim, ker smo morali nekako uravnati prihodke in odhodke, kajti letošnja kriza, bom rekel, COVID-19 nas je prisilila v to, da smo bili prisiljeni, da zmanjšamo na prihodni strani, na prihodkih nekoliko denarja. Tu v rebalansu smo pač to uravnali in sprejeli. Občine se je za ta račun nekoliko še tudi zadolžila, ker se lahko, tako da smo vse investicije, kar so svetniki tudi podprli, da bomo investicije, ki imajo zade, bom rekel, pripravljen denar državni ali evropski, da speljemo do konca. Potem bila točka sofinanciranje športa. Tudi ta točka je bila v drugem branju sprejeta. Potem so bile točke za Antona Tomaža Linharta za knjižnico. To je bilo potrebno sprejeti v drugem branju, zaradi tega, ker so vse občine ustanoviteljice to že sprejele in smo skoraj vse, mislim, je to potrebno, da vsaka občina sprejme, zato da imamo tudi to pokrito. To smo dolžni tudi zaradi drugih občin. Potem smo imeli predstavitev DIP-ov, to je center Bohinjske Bistrice in pa avtobusno postajo Stodor. DIP, to je nekako idejno ali pa idejna priprava ideje za ureditev, za poznejše gradbeno dovoljenje. Ravno tako smo sprejeli na današnji seji tudi nagrajence za letošnji občinski praznik. Kajti moram povedati, da sedaj 2 meseca ali pa bom rekel nekako pauziramo s temi sejami, tako da je bilo to treba rešiti zdaj, ker v avgustu je občinski praznik in do takrat je treba imeti to vse pripravljeno. Ja, imeli smo tudi nadomestnega člana, kjer je pač član, to je bil gospod Bojan Travni, odstopil zaradi zamenjave in je pač z njegove stranke je bilo potrebno dobiti nadomestnega člana za to leto, ki smo ga ravno tako letos danes potrdili, zato da lahko svet funkcionira naprej. To mislim, da so bile nekako v glavnem take točke.
ki so nekako, bom rekel, pomembne za občino. Mislim, da je seja relativno dobro, hitro minila, brez kakšnih, bom rekel, zadržkov ali pa, bom rekel, problemov, tako da jaz mislim, da je kar v redu in moram reči, da sem vesel, da smo dosti hitro rešili 14 točk, ki pa bi lahko trajale. Marsikje bi se lahko razvila še kakšna bolj močna debata, ki pa jo ni bilo, no, moram reči, na moje veselje, kajti svetniki pa jaz smo tukaj zato, da sprejmemo tisto, kar je res dobro in najboljše, in jaz mislim, da smo tole na tej seji tudi uspeli. Ne pozabite, da so čudovite stvari, ki se jih učite v šolah, delo mnogih generacij. Vse to znanje, ki vam je položeno v roke, je dediščina, ki jo spoštujte, jo bogatite in nekega dne zvesto prenesite na svoje otroke. To so besede Alberta Einsteina, s katerimi se je kranjskogorski župan Janez Hrovat spomnil letošnjih odličnjakov, ki so končali osnovnošolsko izobraževanje. Tradicionalne županove petke letos zaradi ukrepov ob širjenju koronavirusa sicer ni bilo, so pa šolarji priznanja prejeli na valeti oziroma zaključni prireditvi ob koncu šolskega leta. Letošnji odličnjaki iz osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora so Alja Arih, Jaka Brlogar, Anastasija Ilič, Nina Mašovič in Marta Mlinar. Njihova razrednika sta bila Katarina Kajžar in Brane Trstenjak. Z osnovne šole 16. decembra Mojstrana pa so odličnjaki Lovro Korošak, Mark Sitar in Meta Stegnar. Njihova razredničarka je bila Andreja Hrovat. In v kakšnem spominu bodo otrokom ostala osnovnošolska leta? Ja, osnovnošolski dni so bili zelo lepi, imeli smo se super. To ne bo nikoli pozabljeno in sicer ta zaključek zdaj je zelo lep spomin in vstop v nekaj novega. Moji spomini so zelo lepi, saj smo bili zelo poseben razred. Vseh nas 25 je bilo različnih in od vseh 25 sem dobila nekaj dobrega. Od njih sem se zelo veliko naučila in to mi bo veliko pomenilo v svojem življenju za naprej. Moj spomin na osnovnošolske dni je zelo lep, zaradi druženja s prijatelji med poukom in odmori. Ja, spomin na osnovnošolska leta je vsekakor zelo lep. Zdaj je trenutno priokus malo grenko sladek, ker se poslavljamo, ampak spomini bojo ostali in naša osnovnošolska leta tudi v naših spominih. Spomini na sošolce bojo definitivno pogrešali, upam, da jih bom še velikokrat videla in da ne bomo izgubili stika. Ja, dober. Fajn smo se imeli. Bili smo povezani, dobri prijatelji, vse. Lep. Najbolj si bom zapomnila sošolce. V šoli mi je bilo v redu, nikoli mi ni bilo težko. Zelo hitro sem se veliko naučil, fajne sošolce sem imel, učiteljice so tudi skozi pomagale. Je pač pomemben del mojega otroštva. In kam jih bo pot vodila v srednje šole? Pisala sem se na gimnazijo Želimlje, zato ker mislim, da bom imela za vnaprej za v življenju zelo dobre možnosti za naprej za v življenju in da bom lahko v življenju si najdla poklic, ki si ga želim, ker zdaj trenutno še nisem odločena, na katero šolo bi šla. Jaz sem se vpisala na jeseniško gimnazijo, na športni oddelek, ker treniram tenis in nekoč si želim postati zelo slavna tenisačica in seveda prav tako želim biti uspešna v šoli. Vpisala sem se na škofijsko klasično gimnazijo v Šentvidu. Menim, da je to zelo dobra šola, saj delajo na socialno-čustvenih odnosih, kar to dan danes zelo primanjkuje. Delajo tudi v medsebojnih odnosih, kar mislim, da mi bo zelo koristno za naprej, pa seveda je tudi šola zelo dobra podlaga za naprejšnje življenje. V Naklo na gimnazijo. Bolj je osredotočena na biologijo, kar mene dosti zanima. Pa šola je tako, mislim, dober vzdušje ima šola. Vpisala sem se na gimnazijo Želimlje, ker mislim, da je zelo dobra gimnazija, tudi po uspehih na maturi. In zelo mi je všeč zaradi tega, ker učenci, mislim, dijaki, delujejo zelo povezano na šoli, kar me je privlačilo na njej. Na gimnazijo Jesenice, ker še ne vem, kam bi šla pol naprej. Tudi na gimnazijo Jesenice. Ja, tudi ne vem, kam bi šel še naprej.
pa tako splošna izobrazba ti da. Tudi na gimnazijo, zato ker mi je všeč program, pa je velike možnosti. Kaj pa si mladi nasploh želijo v življenju? Jaz si želim v življenju, tako kot večina, uspešno biti. Uspešna v šoli, iti na fakulteto, za poklic še ne vem, kaj bi postala, ampak me pa zanima geografija. To pa še ne vem. To je pa še odprto. Ja, v življenju bi si želela postati slavna tenisačica, tako kot sem rekla, ampak predvsem mi največ pomeni šola. Želim biti uspešna v svojem življenju in želim upravljati poklic, ki ga bom imela rada. V življenju si želim, da bi bila uspešna, da bi dosegla cilje, ki si bom zadala in da bom vesela in da bo čim manj padcev in čim več vzponov. Sicer še ne vem, kaj bom, ampak ker mi v šoli ponujejo latinščino, mislim, da grem lahko na farmacijo, na medicino, na v bistvu karkoli. To pa še ne vem čisto. Kakšne pa bodo počitnice? Moje poletne počitnice bojo zelo pestre, seveda s tenisom. Upam, da bom odigrala čim več turnirjev in da se bom prav tako zabavala s prijatelji. Letošnje počitnice bojo že zaradi trenutne situacije malo bolj drugačne. Upam, da bojo čim bolj zabavne, čim več združenja. Na morje bomo šli, fajn bo in uživali bomo. Moje počitnice bom probala preživeti največ s prijatelji, preden gremo v srednjo šolo, da se še družimo zadnje 2 meseca. Marsikaj? Ne vem, s prijatelji od zunaj. S prijatelji bom zunaj. Ja, malo bom na morju, pa doma, pa s prijatelji, pa s bratrancem bova najbrž šla na morje. Pa tako. Večinoma bom doma, pa družil sem s prijatelji, pa tudi na morje bom šel. Svoje počitnice bom preživela večinoma v Sloveniji. Obiskala bom tudi sosednjo Hrvaško in Bosno, saj imamo tam tudi hišo. En mesec bom tudi delala, drugače bom pa preživela počitnice s svojimi bližnjimi in prijatelji. Vsem želimo brezskrbne počitnice, nato pa uspešen vstop v srednjo šolo. Na 34. festivalu Turizmu pomaga lastna glava, ki je potekal pod geslom Festival naj bo, so učenci turističnega krožka osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora znova dobili zlato priznanje. V letošnjem šolskem letu je Festival Turizmu pomaga lastna glava sicer potekal drugače kot običajno. Letošnje šolsko leto je res nekaj posebnega. Ravno v času, ko smo se pripravljali na državna tekmovanja, turistični podmladek pa na predstavitev svoje turistične naloge na Festivalu Turizmu pomaga lastna glava, nas je doletel virus, zaprtje šole in s tem prekinitev z vsemi tekmovanji. Turistični podmladek je pripravil že stojnico, reklamni material, vse smo se naučili, šli smo že po sestavine za jedi, ki smo jih želeli pripraviti za goste na turistični tržnici, potem pa je vse odpadalo. In smo bili res kar malo razočarani. Zato nas je potem sredi maja še toliko bolj razveselilo pismo Turistične zveze Slovenije, da bodo kljub vsemu izvedli letošnji festival Turizmu pomaga lastna glava. Ker šole nismo mogle predstaviti svojih nalog na turistični tržnici, smo dobili navodilo, da izdelamo promocijski spot. Moj kraj, moj kraj, moj kraj. Oto Pesnar. Učenci turističnega podmladka osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora vam predstavljamo naš festival Moj kraj. Letos smo še posebno ponosni, saj nam je uspelo prvi festival Moj kraj že izvesti, in sicer na Vandotov dan 15. januarja 2020 za učence in učitelje naše šole. Čeprav je bila prireditev enodnevna, je obsegala vse značilnosti velikih festivalov, otvoritveno slovesnost, kar 9 različnih ustvarjalnih delavnic ter zaključno slovesnost z degustacijo in presenečenjem glasbenim nastopom Denisa Porčiča Čorčipa, domačina iz Kranjske Gore.
Odločili smo se, da dokažemo, da je možno narediti odličen festival s pomočjo preteklih turističnih nalog, le te pa govorijo o naših krajih. Zato smo se spomnili na pesem Moj kraj, ki jo izvajata Čorčip in Oto Pesner. Jo poznate? Tu je moj kraj, tle so moje gore, tu so moje ceste, tle mi bije srce. Tu je moj kraj, tle so moje sanje, tu je doma, ves moj spoštovanje. Na ustvarjalnih delavnicah so udeleženci pripravljali rateške krape, hrepavce in ratež gvažek. Izdelovali so turistične spominke, spoznavali legende naših krajev ter se jih naučili predstavljati s pomočjo kamišibaja. Igrali so se družabne igre, ki jih je turistični podmladek izdelal v preteklih letih. Spoznavali so tudi delo turističnega vodnika, saj smo jih popeljali na kratek izlet po Kranjski gori. Spoznali so rateško narodno nošo in rateško narečje. Sploh fantje pa so bili navdušeni nad delavnico, na kateri so izdelovali našo stojnico. Zato smo na festivalu izdelali hišico, pa tudi sliko, ki predstavlja pogled skozi okno in razkriva vse lepote Zgornjesavske doline. Uporabne prostore imamo, Kikčevo deželo, Planico in Tamar, zelence in jasne in tu znamo biti predani. Na zaključni slovesnosti je največje navdušenje poželo naše glasbeno presenečenje – Čorčip. Skupaj smo zapeli pesem Moj kraj in se seveda posladkali z dobrotami, ki so nastale na ustvarjalnih delavnicah. Na koncu smo bili zadovoljni vsi, organizatorji in učenci. Prvi festival Moj kraj je bil poučen, ustvarjalen, okusen in zabaven. Se vidimo 15. januarja leta 2021 v Kranjski gori na drugem festivalu Moj kraj. Do moje strane, vse do Izdanic. In še naprej, tu smo doma. Ja, zelo z nestrpnostjo smo čakali rezultate in tik preden so se devetošolci poslovali z osnovne šole, smo jih tudi dobili in spet smo dobili zlato priznanje. Letošnjo zlato priznanje nam še posebej veliko pomeni, ker smo prvič dogodek tudi izvedli. Torej smo v turistični nalogi opisali že izveden dogodek, kar mislim, da ni uspel prav velikim šolam. Ni bil pa to prvi njihov festival. Letos poteka že 34. festival Turizmu pomaga lastna glava. Letošnja tema je bila Festival naj bo. Zato smo pripravili prvi festival Moj kraj, ki smo ga izvedli 15. januarja na Vandotov dan za učence in učitelje naše šole. In kako je festival izgledal? Festival Moj kraj je trajal en dan, samo en dan, ampak kljub temu obsegal vse, kar imajo tudi veliki festivali. Od uvodne otvoritve, potem delavnic, pripravili smo 9 različnih delavnic, na katerih so nam pomagali tudi člani turističnega društva Rateče Planica in pa zaključna slovesnost, katere se je udeležil tudi Čorčip, ki nam je dal tudi idejo za ime našega festivala Moj kraj. Ves dan so potekale različne delavnice. Delavnice so bile zelo različne, od kuharskih pripravljali smo ratež gvažek, potem rateške krape, hrepavce, potem so bile ustvarjalne delavnice, kjer so izdelovali spominke, turistične spominke, spoznali so tudi delo turističnega vodnika in popeljali naše učence po Kranjski gori. Potem smo imeli tudi eno zelo bolj za fante delavnico, kjer so izdelovali našo stojnico, ki pa nam nažalost potem ni prišla prav, ker jo nismo mogli peljati s sabo na predstavitev na turistično tržnico. Nenazadnje živimo v turističnem kraju, kjer je turizem pomemben del vsakdana in je krožek dobra popotnica, da otroci izkusijo, kaj turizem pravzaprav je. Ravno zaradi tega se tudi gremo, torej imamo že vrsto let na šoli turistični podmladek, da učenci spoznajo, kakšen kraj je Kranjska gora, kakšne so možnosti zaposlitve v turizmu, da jih bo čim več ostalo v Kranjski gori in da bo šel turizem naprej, tako kot do zdaj. Poletno muzejsko noč so letos obeležili tudi v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani. Obarvana je v zeleno. V Slovenskem planinskem muzeju izvajajo projekt Ministrstva za okolje in prostor za promocijo Alpske konvencije v Sloveniji z naslovom
Obisk gora v času podnebnih sprememb. Pripravili so simpozij Obisk gora v času podnebnih sprememb, sledila je izmenjevalnica planinske opreme, nato predavanje ekologov brez meja, ob koncu pa še družabni večer s planinsko pesmijo in žimarjenje. V okviru projekta Ministrstva za okolje in prostor Obiskovanje gora v času podnebnih sprememb, katerega vodilni partner je Slovenski planinski muzej skupaj s Planinsko zvezo Slovenije, ZRC SAZU, Turističnim društvom Dovje Mojstrina in občino Kranjska Gora, smo predstavili enega od osrednjih dogodkov, in sicer je bil to simpozij na temo z enakim naslovom. Če smo v okviru projekta predhodno že pripravili sistem nakupa vstopnic za muzej, pripravili smo že rezervacijski sistem brezplačnih prevozov v gore, ki vozi od torka pa vse do nedelje. Hkrati ponujamo tudi brezplačen prevoz med muzejskimi hišami. Smo tokrat predstavili zanimivosti z področja, predvsem lahko bi rekli poljudno znanstvenega področja raziskovanja, kako podnebne spremembe vplivajo na obisk v naših gorah. Predstavili smo tudi izmenjevalnico gorniške opreme, kjer smo jo namenili ravno temu, da je ne zavržemo, ampak jo dajemo v ponovno rabo, in na podobno temo povabili k nam tudi ekologe brez meja, ki so ob 18. uri predstavili zanimivo predavanje o tem. Ob 19. uri smo predstavili žimarjenje v Slovenskem planinskem muzeju. Slišali kar nekaj zanimivih planinskih pesmi, počutili planinsko vzdušje ob ognju in seveda ob 21. uri nas je presenetljivo na stalni razstavi vodil ob sodelavki pedagoginji Nataliji Štular priznani alpinist Viki Grošelj. To je bil namreč tudi napovednik na novo lastno občasno razstavo, ki jo pripravljamo v Slovenskem planinskem muzeju ob 10-letnici Slovenskega planinskega muzeja, in sicer predstavili vam bomo 10 sidrišč slovenskega alpinizma. Vabljeni. Na rednem letnem občnem zboru so se v petek sestali člani in članice Alpskega smučarskega kluba Kranjska Gora. Pregledali so delo v preteklem letu, pokomentirali marčevsko dogajanje, ko je pokal Vitran zaradi širjenja koronavirusa odpadel, ter začrtali tudi cilje za v prihodnje. Danes smo imeli po končani sezoni občni zbor Alpskega smučarskega kluba. Pregledali smo vsa poročila, jih tudi potrdili, naredili zelo ambiciozne programe za v prihodnje. Je pa seveda vse v vidu letošnje situacije, tako z odpovedjo pokala Vitranc, kot z nejasno situacijo za prihodnje. Kot sem že rekel, smo si te programe zelo ambiciozno zadali. Upamo, da ta virus ne bo vplival na naše delovanje v prihodnjem letu in pač želim vsem članom, predvsem pa tekmovalcem, čim boljše rezultate in verjamem, da bomo prihodnje leto, bom rekel, na občnem zboru podelili še več priznanj, kot smo jih letos. Drage gledalke in gledalci, zdaj pa prelistajmo še koledar prireditev. Gorsko-kolesarski kamp za družine bo v soboto in nedeljo ob 9:30 v Kranjski Gori. DPD Svoboda France Mencinger obvešča, da je zdaj, ko so odprti muzeji in razstavne galerije, možen v manjših skupinah tudi ogled slikarske razstave Valerije Sušnik, in sicer v razstavnem salonu Viktorja Gregorača na Slovenskem Javorniku. Razstava je na ogled vsak dan od 17. do 20. ure. Drage gledalke in gledalci, toliko smo pripravili za tokrat. Želim vam prijetne dni, ki so pred nami, in nasvidenje do prihodnjič. Ostanite zdravi!